Osebe z obveznim zdravstvenim zavarovanjem v Sloveniji imajo med začasnim bivanjem v tujini pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, ki jih uveljavljajo z evropsko kartico ali potrdilom. Prvo v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in državah nekdanje Jugoslavije, razen Bosne in Hercegovine, kjer velja še potrdilo. V letošnjem letu naj bi vse ambulante, ki bodo storitve uveljavljale na osnovi Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, to imele objavljeno s posebnim obvestilom. Glede Hrvaške pa je treba dodati, da turistične ambulante evropske kartice ne sprejemajo, zato ste še vedno samo plačnik. Kartico lahko naročimo prek spletne strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali mobilnega telefona. Krije nujne in potrebne storitve. V tem primeru, kot ste rekli, vnetje ušes otrok, tu ne bi smelo biti težav, kar se tiče kritja z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. V zasebnih zdravstvenih zavodih torej storitve plačamo in na podlagi računov doma dobimo povrnjene stroške. Kaj uredite? Gremo na dopust obvezno zavarovanje, zato ker nikoli ne veš, kaj se zgodi. Se odločite samo za evropsko kartico ali tudi kaj dodatnega zavarovanja? Običajno evropsko kartico. Zadostuje? Tako. No zdaj ne. Nikoli ni bilo potrebno? Ne. Tudi evropska kartica ki je brezplačna? Ne. Pa ste vseeno brez skrbi? Vseeno, do zdaj sem bila. Imam evropsko kartico, dodatno se zaenkrat ne plačam, ker imam drugo, tudi ne moreš na 3 strani. Ne. Nadgradnja osnovnega zavarovanja v tujini je dodatno zavarovanje z medicinsko asistenco, ki v večji meri krije stroške storitev tako v javnih kot zasebnih zdravstvenih zavodih. 24-urno asistenco nudi vsem zavarovancem, se pravi pomoč, če karkoli potrebujejo glede svetovanja za kakršnokoli poškodbo, zdravje, če imajo bolezen, karkoli, kar je pa zelo pomembno, so pa reševalni prevozi. Ki jih evropska kartica ne krije, stroški pa so lahko zelo visoki. Kot poudarja Matkovič, kljub krizi v zadnjih letih ne opažajo zmanjšanja povpraševanja po komercialnih zavarovanjih na dopustu.